Naš pogled. In danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, bo res naš. Naše radijsko delo je pestro, živahno. Zelo osebno ga razumemo, zelo osebno z njim tudi živimo. Pogosto nas navdušijo naši gostje. Pogosto nas nagovorijo. Marsikaj, seveda gre mimo naše pozornosti, pa upamo, da ujame vašo pozornost. Marsikdaj nam je pri našem delu tudi hudo. Pa niti ni nujno, da odide sogovornik. Ne bom pozabil petkovega večera in pogovora s tehnikom Markom, ki je bil le tehnik, bi se reklo, ki je delal, pa poslušal zgodbe, izrečene tam sredi Ljubljane, ki so šle mimo pozornosti množic in se ga dotaknile. Mene pa se dotakne tisto, kar delajo misijonarji. Misijonsko središče Slovenije združuje okrog 40 misijonarjev, ki delujejo po vsem svetu. Njihovo delo je različno, zaobjema pa tako pastoralno delo, kakor socialno pomoč ljudem. Misijonarji in misijonarke gradijo cerkve, šole, dispanzerje, ceste in ob tem se aktivno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v šolah, zdravstvenih centrih. Dobrote ni nikoli preveč in dela nikoli ne zmanjka, je na kratko zapisano na spletni strani Misijonskega središča Slovenije. Včasih pa jim, vedno je tako v življenju, vedno pa jim enkrat zmanjka moči. In sodelavci Radia Ognjišče smo bili predvsem zaradi akcije Dobroti dajemo glas in zaradi našega obiska v Ugandi, ter nato zaradi vaše dobrote v oddaji Pustna sobotna iskrica, zelo povezani tudi z misijonarjem Danilom Lisjakom, ki je odšel v prometni nesreči v njegovi Ugandi, v njegovi Afriki. In ob slovesu od skrbnega misijonarja smo slišali tudi njegovo rodno nečakinjo, ki je dejala, da si je stric vedno želel, da bi ne umrl kje pozabljen, v kakem domu za ostarele duhovnike. In Danilu se je ta želja uresničila. Radijci smo se poslovili z besedami, ki bi jih zdaj rad prebral tudi vam. Sicer pa ime Danilo lahko nadomestite s katerim koli imenom misijonarja, ki ste mu bili blizu, misijonarja, čigar življenje, delo se vas je dotaknilo, ali misijonarja, ki je še vedno tu. Veliko je tistih besed, ki so lahko namenjene še vedno delovnim. Odšel si. Ne moremo verjeti, da ne boš nikoli več razgrnil o rumenelih 100-krat prepognjenih načrtov na naši studijski mizi. Vem, da so ostali razgrnjeni, nedokončani, in zaupam, da bo Gospod našel naslednike, ki jih bodo znali brati. Bil si in kljub odhodu ostajaš misijonar, pričevalec, prijatelj, salezjanec, sogovornik, ki si ga pred mikrofonom lahko le želiš. Tvoj glas, smeh, krepak stisk roke, tvoja lepa kot pesem lepa vipavska govorica, načrti, vse ostaja z nami. Dragi Danilo, misijonar, hvala. Za vse zglede, zgodbe, priložnosti pomagati soljudem. Hvala za sladke ananase tam, za neverjetne zgodbe tu, za vse, kar si naredil za ta svet. Hvala v imenu otrok, ki so s teboj bežali pred smrtjo, v imenu tistih, ki si jim priskrbel šole, bolnišnice, svetišča, prinašal si življenje in opozarjal na življenje z veliko, dajal ljubezen in učil o ljubezni z veliko. Neutrudno garal in skromno kazal na nebo, ko so opazili tvoje dosežke. Hvala, misijonar, ker si polepšal svet. Vem, da bo še naprej bdel nad to tvojo ljubo Afriko, se glasno smejal ob nerodnostih in srčno spremljal vse, ki so šele zdaj spoznali, kaj si jim dal, kdo jim je bil poslan. Srečen s teboj sem se kot voditelj radijske sorte veselil kot majhen otrok, ki ve, da ga bo dedek dvignil v naročje in mu že kdo ve katerič povedal isto zgodbo, tisto lepo, najlepšo, o dobroti in doživetjih, ki so dana malo komu. Komaj sem čakal, da shranim pogovor, da ga opremim z glasbo in da ga spustimo med ljudi. Afrika z misijonarji je še vedno nekaj tako posebnega, da se skrijejo vsi neposredni prenosi, aplikacije, dokumentarne oddaje na YouTubeu ali drugod. Premalokrat smo se dobili. Še bi se rad pogovarjal s teboj.
Bil si eden tistih, ob katerih si rečem, in kaj bom jaz pustil za seboj? Sadovi tvojega dela, misijonar, so takšni, da za prepričanje, da si pri Gospodu niti vera ni potrebna. To je jasno vsakemu. Nam pa, ki verujemo, je dano tudi zaupanje v to, da boš končno deležen tudi vrednega plačila. Odpoči si v Gospodu in hvala za vse. In potem, ob koncu snemanja, bi rekel, no, upam, da se koga kaj prime, ti dodaj glasbo, pa bo. In ja, prime se nas. Glasbo bomo tudi zdajle danes dodali k zadnjemu srečanju. Vedno je namreč tudi Danilo Lisjak hotel tako. Tokrat ne bo za vas poslušalce, ampak za vse misijonarje, ki že počivajo. Za vse tiste, ki so upali, da se nas bo kaj prijelo, in verjamem, dragi zvesti poslušalci, da se primejo tudi vas. Njihove besede, predvsem pa njihovi zgledi. In vedno znova ob taki misli morda koristi vprašanje, in kaj bom jaz pustil za seboj, in misel na to, da imamo iz dneva v dan priložnost, da storimo kaj takega, kar bo njihovemu delu vsaj čisto malo podobno. Dragi misijonarji, hvala za vse zglede. Naš pogled.